Dobro jutro, dragi moji. Nam se ta čas pridružujejo naši gostje, ki so z nami v živo na Zoomu. In sicer vsem skupaj lep pozdrav. Kako je bilo danes vaše potovanje? Dajmo danes začeti s tem, prej bomo začeli z uradnim nagovorom in uvodom. Opažamo, da so ceste malo bolj prazne. A ne, Alenka? Ja, jaz sem tudi zelo blizu in v podjetje in z vami zelo blizu, tako da 3 minutke. Odlično. Jani, kako pa? Jaz se sicer vsak dan v službo vozim proti prometnemu toku, sem eden tistih srečnežev, ampak tudi danes v Ljubljani je bilo kar v redu. Ja. Kar v redu, ne? Se pravi, se nekaj dogaja. Jana, ti pa prihajaš od malo dalj, si pa bolj z gorenjskega konca. Tako je, ja, jaz sem šla na pot zelo zgodaj, ampak so bile ceste super, tako da je bila pot tekoča. Odlično. Evo, jaz samo še malce preverim našo uro, tako točno 9:30. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo, ter lep pozdrav vsem tistim, ki se nas boste zavrteli nazaj. Izjemno smo veseli pohval za prvo videokast oddajo, ki si jo še vedno lahko zavrtite nazaj, saj ostaja aktualna in govori o različnih trendih 2023. Tako gospodarskih, kakor kadrovskih. Namen hitrih znanj pa je, da vam v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Cene Štuparcilj, Zveza ljudskih univerz in kadrovska družba Trenkwalder, ponudi uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovi različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Tako pozdravljam zaenkrat kot moji stalni gosti, in sicer Alenko Kraljič, psihologinjo in direktorico operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenkwalder. Pozdravljeni. Dobro jutro, Alenka. In pa mojo sodelavko, magistro Jano Mlačnik, vodjo ključnih kupcev in HR svetovalko pri Cene Štuparcilj. Zdravo, dobro jutro. Videli ste obe dnevno v bistvu pravzaprav v stikih s kadrovskimi službami, direktorji, različnimi vodji, tudi zaposlenimi na različnih nivojih, ki skrbijo za razvoj kadrov. Danes pa v bistvu smo končno dobili moško družbo. Z nami je posebni gost, gospod Jani Brovne, dolgoletni direktor pravnih in kadrovskih splošnih zadev v podjetju ETI Elektroelement. S področja načrtovanja in razvoja kadrov vsemi delovnopravnimi in splošnimi pravnimi vprašanji se srečuje Jani vsakodnevno tako doma kot v tujini. V Sloveniji imate preko 1300 zaposlenih, že v hčerinskih družbah v tujini preko 700. Leto 2021 pa ste postali, v bistvu ste bili razglašeni za tovarno leta. Tako, ne? Tako da v bistvu včeraj, ko smo se pripravljali na tale pogovor, je bilo zelo zanimivo, ker smo se pogovarjali o različnih statistikah, pa ste rekel, ne, da v bistvu je ETI že tako velik, da ta statistika kar funkcionira, ne, oziroma bi mogla veljati, da določeni odstotki se dogajajo, ker imate tako veliko populacijo, ne? Ja, kadrovski, bom rekel, pojavi, če se lahko tako reče, dejansko pa to drugi pri številu zaposlenih 2000, se potem že izražajo v odstotkih, v promilih in lahko potem spremljaš tudi, bom rekel, statistično iz tega, kaj naučiš. Tako. Mislim, pogovor pa ponovno povezujem Sanda Jerman, na Cene Štuparcilj skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. Pred pričetkom, morda še kratek uvod v današnjo temo, zadali smo si v bistvu kar zelo težko temo nevidni del praznikov. Dotaknili se bomo spregledanih zaposlenih in osamljenosti na delovnem mestu. Osamljenost lahko opišemo kot stanje, v katerem se počutimo socialno izolirani oziroma nimamo čustvene povezanosti in podpore strani okolice. Vivek Murthy, nekdanji ameriški generalni kirurg, pravi, da smo se še pred pandemijo COVID-19 soočali z drugo zdravstveno krizo, osamljenostjo. Študije kažejo, da se vse več ljudi po vsem svetu čuti socialno izolirane, kar ima številne negativne učinke, vključno s povišanim krvnim tlakom, zmanjšanim imunskim odzivom ter zmanjšano angažiranostjo in produktivnostjo pri delu. Kaj se nam v bistvu vse dogaja na tem področju? Raziskave kažejo, da osamljeni zaposleni naj bi bili 7-krat manj angažirani za delo kot njihovi kolegi, 5-krat bolj pogosto izostajajo z dela zaradi bolezni in 2-krat bolj zapuščajo delovna mesta kot kolegi, saj se ne počutijo povezani s sodelavci in organizacijo. Govorili bomo tudi o stiskah, ki pestijo naše zaposlene, kot so na primer finančne, socialni problemi, nasilje, stanovanjski problemi. Se pravzaprav, kot smo se tudi pripravljali v uvodniku,
so te stiske med seboj zelo povezane in vplivajo druga na drugo. Dostikrat bomo tudi iskali rešitve, kako prepoznati, da so naši sodelavci v stiski in kako v bistvu nagovoriti te sodelavce v naših organizacijah. Ker prav organizacije naj bi bile tisti prostor, kjer naj bi se ljudje počutili sprejete, saj nekako kar tretjino svojega življenja preživimo v bistvu na delovnem mestu. Sicer smo se strinjali, nismo strokovnjaki, razen Alenka, ki je recimo psihologinja, nismo pa strokovnjaki za duševne bolezni, ampak v bistvu smo toliko veliko v stiku z, bom rekla, zaposlenimi, in da lahko nekako odgovorimo na določena vprašanja, pa predvsem mogoče ponudimo našim poslušalcem neke rešitve, kako se v bistvu teh zadev lotiti. Fokusirali se bomo predvsem na zaposlene, ki so nekako v luči praznikov spregledani, da mogoče ta december niso samo luči srečanja, ampak da lahko v bistvu te nevidne plati praznikov ustrezno nagovorimo in predvsem izboljšamo te pogoje za naše zaposlene, ki potem pozitivno vplivajo na njih. Jana, danes bom začela prvič pri tebi, ne zato, ker si samo na moji desni in prva zraven mene, ampak v bistvu pri svojem delu tudi svetuješ in imaš v bistvu neko pogled v ta vidik zaposlenih, tako bom rekla, na nižjih delovnih mestih kot vodji, cela taka paleta ljudi prihaja k tebi na svetovanje. O kakšnih stiskah pravzaprav lahko govorimo in katere spregledane skupine sodelavcev poznamo ali pa ti opažaš mogoče? V bistvu stiske oziroma o tem, o čemer bomo danes govorili, se bolj nanaša na področje tega duševnega, bom rekla, duševnega zdravja, ki je del pravzaprav te promocije zdravja na delovnem mestu, in podjetja skupaj s fizičnim zdravjem, čustvenim, duševnim pravzaprav skrbijo, tudi o strategiji promocije zdravja, in sprejemajo različne, bom rekla, ukrepe, kako to duševno zdravje potem krepiti. Jaz bi se mogoče na tem mestu navezala na to, da mogoče, kar se velikokrat spregleda, da mogoče tudi številni dejavniki lahko negativno vplivajo na to duševno zdravje in lahko konec koncev dolgoročno tudi pripeljajo do različnih stisk. To je recimo, kako posameznik lahko uskladi zasebno poklicno življenje, mogoče kakšne obremenitve na delovnem mestu, zelo velikokrat pa tudi odnosi. Odnosi, bom rekla, z vodjem, odnosi znotraj kolektiva, skratka kakšni konflikti in tako, ki zelo vplivajo na naše duševno zdravje in seveda tudi lahko povzročijo seveda skupaj še z drugimi dejavniki različne stiske. Jaz se tukaj ne bi omejila na to, da samo en dejavnik lahko pripelje do stiske, ampak vedno več skupaj. Tukaj le gremo potem tudi na področje, bom rekla, posameznikovega zasebnega življenja. Lahko so to socialne problematike, stanovanjski, materialni, materialne stiske, ki pravzaprav skupaj še s različnimi dejavniki v organizacijah lahko vplivajo na neke stiske. Zdaj, govorila si seveda o osamljenosti. Jaz bi se tukaj le bolj oziroma rajš uporabila izraza, kot sta, da se ljudje čutijo odrinjene oziroma zapostavljene. Zaradi različnih razlogov, odrinjene lahko od dela, od kolektiva, od, bom rekla, tudi mogoče od odločitev. Zdaj, vzroki so lahko različni, lahko da ne znajo, ne morejo, si ne upajo, si ne želijo nekako vključiti, ampak zagotovo pa je to lahko problematika skupaj še z drugimi. A lahko pri teh svojih svetovanjih, ki imaš, mogoče res izpostaviš take 2-3 ključne stvari, kaj manjka na delovnem mestu ljudem, česa si pa želimo? Ja, to je, bom rekla, ena taka zelo zanimiva stvar. Mogoče bi se sam še vrnila na prvo vprašanje, da tukaj ko govorimo o teh stiskah, da jih lahko doživljajo in ljudje, to se pravi, ki delajo mogoče ta nižja delovna mesta, to se pravi od proizvodne, pa tudi do vodij, ki se velikokrat čutijo, bom rekla, tudi neki osamljeni jezdeci na svojih položajih. Drugače pa v svojem, bom rekla, svetovalnem delu imamo res opravka skupaj še s sodelavcema, bom rekla, in tako z vodstvi, z vodjem, kot tudi s tem, bom rekla, recimo tudi delavci iz proizvodne, tudi čistilke, vzdrževalci so naši sogovorniki in nam veliko stvari povejo. Tako da jaz bi tukaj izpostavila mogoče tudi te stiske, ki so lahko, bom rekla, tudi kar pogoste,
Recimo, zelo velikokrat doživljajo recimo zaposleni različne bolečine, ki izhajajo iz recimo kakšnih krivic, ki se jim dogajajo. No, to je, bom rekla, da je vsaj številka ena to, kar zaznavamo v različnih organizacijah in je neka rdeča nit. Recimo ljudje čutijo, da nek sistem, ne vem, plač ni pravičen, da se stimulacija ne obračunava pravično, no, a ne, in to velikokrat lahko recimo tudi zapelje do nekih, bom rekla, stisk, ne, pa tudi recimo, da sodelavec ima, oziroma da imam jaz več dela, sodelavec manj in tako naprej, a ne, da so recimo ti sistemi potem nepravično porazdeljeni. No, ljudje si pravzaprav želijo to, da so stvari pravične, da so stvari transparentne, da je komunikacija transparentna, a ne, da imam enake možnosti za napredovanje, za, ne vem, stimulacijo in tako naprej, no, da smo nekako enakovredno obravnavani, no. Tega si zelo želijo pravzaprav ljudje po organizacijah, a ne, da imam vodjo, ki se potegne za tim, a ne, da tako, no. Pa predvsem potem tudi to, kar zaznamo in to, kar nam tudi zaposleni velikokrat govorijo in omenijo in pohvalijo v številnih organizacijah, da ne govorimo samo o negativnih stvareh, so pa velikokrat te malenkosti, bom jaz rekla, ne. Zelo so pozorni na stvari, na male stvari, na to, kako, ne vem, direktor jih pride, jih pozdravi, pozna imena njihovih otrok. Skratka, to so malenkosti, za katere so zelo hvaležne, a ne, oziroma so zelo hvaležni. Jani, tukaj prekimava, bom jaz tukaj malo zapeljala izven scenarija. Jani, kot dolgoletni kadrovski direktor, v bistvu v istem podjetju, katere so res tiste malenkosti, čisti iz lastne izkušnje, ki res ljudem nekaj pomenijo, pa da dobiš ta feedback, da rečejo, to mi pa res pomeni. Mogoče z glave, kakšna? Predvsem smo opazili v času korone, ne, kaj so tiste malenkosti, kar so delavci rekli, ja, letos pa ne bo. Bom rekel, sprejema za jubilante, a letos ne bo tega, a letos ne bo prehranskega paketa, ki ga tradicionalno recimo dvakrat na leto razdelimo. A ne. Ja, preseneti te, ko vidiš. Ne morem reči, da vsi enako, tudi v raznih anketah, vsak izpostavi kaj drugega, ampak to, kar je Jana rekla, bo kar držalo. To se pravi, biti v nekem pravičnem okolju, pravičnem sistemu, biti opažen strani tudi generalnega direktorja, konec koncev, in pohvalijo tudi to, da seveda večina vodij uspe najti tisti čas za kakšno tudi privatno težavo obslužbeno. Moram iti ven na občino, pretekel mi bo dokument, zdaj se veste, v koroni je bilo zmešnjava s temi dokumenti. In ja, dejansko zdaj smo, ko smo gledali blagovno znamko delodajalca, smo bili prav prijetno presenečeni. Relativno majhne stvari veliko pomeni. V bistvu te, ki gradijo odnos, tako je. Hvala, Jani. Alenka, mogoče še iz tvojega zornega kota, katere so tiste stiske izrazite v teh prazničnih časih, povezane pa mogoče s trenutnim gospodarskim stanjem, to, kar se nam dogaja, in pa mogoče kakšni so pa pogledi s tvojimi sogovorniki, ki vodijo podjetja, gospodarstveniki, na čim se pa v bistvu oni zdaj trenutno najbolj, s čim se najbolj ukvarjajo? Mogoče še majčkeno replike tudi na prejšnjo temo še, kaj si želimo zaposleni? Pozornosti. Ne? Želimo si jo na delovnem mestu, želimo si jo tudi doma. To je tista osnovna potreba po pozornosti, da nas nekdo opazi, da nekdo ceni naše delo, da je to naše delo tudi primerno vrednoteno. To je tista bistvena stvar in to lahko so majhne stvari, od rojstnodnevne voščilnice do stiska rok, do nekega pristnega vprašanja, kako si, a imava 5 minut za kavo, a ne? Do potem višjih zadev sistemskih, a ne, kot so različni sistemi nagrajevanja, kazalniki uspešnosti in tako naprej, ne. Ja, in zdaj, če pač ljudje nimajo te pozornosti oziroma nekateri tudi potem na druge neprave načine želijo pridobiti, smo v konfliktih, in to se odraža potem v različnem vedenju, v različni komunikaciji, v takih in drugačnih situacijah. In zdaj, če jaz kot zaposleni sem deležna nekih teh, bom rekla, konfliktov, nekih nesigurnosti, nekih strahov, neke nepozornosti enkrat, dvakrat mogoče, pa če imam nekoga, ki mi bo pri tem pomagal to razrešiti, bo to okej, se bom pač sama pri sebi pojačala, bom okrepila neke svoje kompetence in bom bila bolj uspešnejša potem pri nadaljevanju svojega vedenja in dela in tako naprej. Če se pa to kar ponavlja in če nimam suporta,
A ne? In če sama ne znam, ne vem, kam se obrniti, lahko sem zaposlena, ne vem, na nekem delovnem mestu v logistiki, lahko sem sama v avtu, lahko sem strokovna delavka, lahko sem vodja, sem lahko sama nekaj, ne prepoznam svojih skillov, ne znam odreagirati, a ne? Gre pa to potem v neke motnje. In gre to lahko v neke psihološke motnje, lahko gre tudi v bolezenska stanja. Vemo pa, da se vse, kar se nam psihično v telesu dogaja, se začne na dolgi rok rezultirati tudi na telesnem področju. Ne? To je tisti nekem, zakaj tudi danes o tem govorimo. Ne? Ja, in zdaj potem, če so tukaj neka psihološka stanja, ki so nezaželena, ne? Če so tukaj neke psihološke motnje, taki smo v delovnem okolju, taki smo tudi v privatnem, v domačem okolju. Ne? Tukaj je neneham preplet tega, kdo sem jaz v svojem privatnem domačem okolju in kdo sem jaz potem na delovnem mestu. In želim iti ven iz te situacije, želim iti ven iz delovnega mesta, želim iti stran od svojega delodajalca. In če sem malo bolana, bom podaljšvala svojo bolniško odsotnost, zato ker želim ven iz tega okolja. In če sem na dolgi rok nezadovoljna, bom želela iskati drugo službo, bom tudi podvržena nekim oglasom, ki so za delovna mesta, bom iskala situacije, kako je ven iz tega. Ne? In delodajalec je kar naenkrat na tem, da ima povišeno bolniško odsotnost, da ima daljše bolniške odsotnosti, da se viša nivo fluktuacija, ne? Do tega, da tudi pride do prezentizma, ne samo do absentizma, do odsotnosti, ampak tudi do prezentizma, da tisti ljudje, ki so pa performerji, ki dobro delajo, so pa tudi v času bolezni prisotni na delovnem mestu in še bolj izčrpani in gre še v višjo izgorelost. Drži. Kako je v bistvu to zanimivo, toliko let se mi zdi nazaj, ne vem, jaz sem delala včasih že prej v enem izobraževalnem centru, pa se je učil top management, ja, pa se ločuje profesionalno, pa zasebno, pa tako naprej, ampak če dalje bolj, ko ugotavljamo, vse skupaj se preliva, in se moramo, in je tudi fino, če se saj recimo v organizacijah dobro počutimo, tudi potem to dobro odnašamo domov in obratno, in res je, v bistvu se zdaj poudarja, da organizacije morajo postati ta prostor, kjer se ljudje dobro počutijo, da pač ostajamo zdravi in tako naprej, in povezani. Tudi, ko sem brala o tej osamljenosti, tudi je pač ena kadrovska strokovnjakinja tuja pač priporoča, da ne pišemo mailov sodelavcem, če nas nekaj zanima, da je že to dovolj, da greš pa vprašaš, v pisarno, Jana, da mi lahko pomagaš, da v bistvu začnemo te stike nazaj vzpostavljati. Jani, vrsto let si direktor v ETI-ju za področje kadrov, refleksija za nazaj mogoče 10 do 15 let, ker ti si res 22 let že direktor kadrovskih zadev tam. Kakšne spremembe so nastale v področju skrbi za zaposlene od recimo 10-15 let nazaj pa danes? Ja, mogoče te bom malo razočaral z odgovorom, ampak spremembe se dogajajo vse skozi, ne samo zadnjih toliko let. Tudi s kolegicami iz kadrovske, ki so mogoče že zdaj v pokoju, danes v pokoju, sem se pogovarjal, kako se je promocija zdravja na delovnem mestu dogajala pred 40 leti. ETI ima konec koncev več kot 70-letno tradicijo. Mi predvsem pri skrbi za zaposlene se probamo odzvati na njihove predloge, želje in vse te zadeve. Ta trenutek imamo 16 aktivnosti, od športnih do kakršnih kolih zunaj službenih, ko se lahko ljudje bodisi sami, bodisi v skupini srečajo. In vidimo, da nekaterim bolj ustreza individualno, drugim bolj ustreza, skupinske, mogoče športne igre ali pa planinski pohodi. Dejansko jim sledimo in če se malo spomnimo časov, nekoč so bili tenis igre strašno popularne, takrat je ETI menda sponzoriral igrišča, tenišča in tako naprej. Potem je prišel doba raznih aerobik in teh zadev, potem so prišle joge, potem so prišli to, kar je danes fitnessi, potem vmes je bilo kolesarstvo, v Zasavju še posebej. In ta naša, bom rekel, najnovejši hit, mi vsakemu zaposlenemu na mesec omogočimo 2-kraten obrok v planinski postojanki, se pravi brezplačen, bon dobiš
In pazimo seveda, da so to postojanke, ki so primerne za vse generacije in vse stase in tako naprej, da pa niso dostopne z avtomobilom, ne. To pomeni, da je to Čemšeniška planina, Šmarna gora, Mala planina in tako naprej, ne. In to je eden od novejših hitov. Za tiste, ki pa želijo v druščini hoditi, imamo pa tudi približno enkrat na mesec. Smo se dogovorili z Planinsko zvezo Slovenije oziroma lokalnim planinskim društvom, da so pa organizirani pohodi. Ne. Skratka, to so te novejše zadeve, ki jih vidimo. Potem, kaj vidimo? Vidimo bowlinge, zanimanje in tako naprej. Ja, stvari se vse skozi razvijajo, pa ne glede na to, kakšen je naslov projekta. Žal pa seveda najdemo, da na koncu, ko smo prej rekli v statistiki, ne, da se to morda ravno tisti, ki bi pa najbolj potrebovali tako druženje ali pa da so osamljeni, pa tega morda ne udeležujejo. Ali pa da se, ko vse sešteješ, udeležuje nekih aktivnosti v nekem določenem letu, tretjina zaposlenih, ne, pa bo kdo rekel, ja, se to je veliko. Je veliko, ali pa tudi ne, bi pa želeli, da se ne spregleda tistih posameznikov, ki mogoče najbolj rabijo. Tle, preden Alenka ti dam besedo. To, kar ste omenili Jana pa Alenka, kako prepoznate v bistvu te zaposlene, ki so osamljeni, ki so spregledani? Imate kakšen sistem? Alenka, pa dam pa tebi besedo. Ja, to bi kar nekaj časa potreboval, pa bom rekel, če mi ga daš. Ja, prosim, ko v bistvu danes se o tem tukaj pogovarjamo. Nekako se stvari spreminjajo. Če je ETI bil pred leti, bom rekel, podjetje, ki je črpalo kadrov iz, bom rekel, 2-3 krajev, in to manjših, to pomeni, da so se vsi poznali. To pomeni, da nam je sosed povedal, da se nekaj nenavadnega dogaja, o sodelavcu, iz tega, kar je videl popoldne doma. Zdaj imamo pač mrežo narejeno približno tako, eno je formalna mreža, se pravi, bodi si preko vodij, ki so vsaj nekoliko usposobljeni za te zadeve, nikoli usposabljeni ni preveč, Potem imamo preko naše socialne delavke oziroma kadrovice v kadrovski službi, potem imamo preko sodelavke, ki je recimo skrbela zdaj za COVID težave, pa je še marsikaj zraven izbruhnil. Potem je pa to ta neformalna mreža še vedno sindikalnih zaupnikov, bodi si aktualnih, formalnih, bodi si neformalnih, nekdanjih. In ja, poberemo kar nekaj teh impulzov z terena, iz oddelkov in srečamo se pa seveda nedirektno, tam pa težave, ne. Tega rubijo, ta ima celo družino bolano, ta je obdovel, ne, in take zadeve. Skozi konkretne zadeve se približamo ljudem. No. Se pravi, kar taka močna mreža v informaciji. To je zdaj bom rekel, kako poloviti te, bom rekel, zadeve, da nam ne uidejo. Zdaj, rekli smo na začetku, to je kar težka tema, ne. Ne vem, če veste, jaz sem pogledal pač danes, samomorilnost v Sloveniji se manjša, ampak približno vsako leto, če se ne motim, 2 promila ljudi naredi samomor. To bi na 1000 ljudi prišlo, če sem prav zračunal, vsake 5 let recimo. 1 od 1000, ne. To pomeni, da mi imamo kar konkreten izziv, ne. Mi imamo 1000 ljudi, 1300, 2000 v Evropi, lahko se nam zgodi samomor. In jaz sem sicer vprašal kolegice, mi se zadnjega spomnimo 15 let nazaj, ampak ne želimo si spet kaj takega, ne. In morda pa nam kaj rata dovolj zgodaj prepoznati. Detektirati in prepoznati. Super. Alenka, to preventivno delovanje, ne? Preventivno delovanje je bistveno. Dovolj zgodaj detektirati, prepoznati. In kaj je Jani od začetka rekel? Da se odzivate na predloge sodelavcev. Ne? To pomeni, da je treba sodelavce vprašati. Ne? Treba sodelavci komunicirati z vsakim posameznikom na različne načine. Strukturirani, manj strukturirani, pisno, ustno. Ne? To nam manjka, te komunikacije in tudi namenske komunikacije. Ne sam pač nekdo je nekaj vprašal, pa nekdo nekaj rekel, ampak tudi namensko nastaviti komunikacijo med sodelavcem, vodjem, med sodelavci.
interno glasilo, druženje preko nadaljavo, druženje v živo, a ne, svetovalna služba, lahko je to psiholog, lahko so tudi drugi kadri, a ne, strokovno podkovani, sodelovanje z medicino dela, ne, se pravi, poslušati ljudi v podjetjih, vprašati jih, obstaja lahko tudi nekaj vprašalniki, neki anketni lističi, a ne, videti, kaj je tisto, kar še želijo. Dostikrat se nam dogaja, da pač vodstvo podjetja ima neko sliko, a ne, neke svoje predstave, zaposleni imajo pa neke druge predstave, ne, in vmes pride ena taka velika vrzel, a ne, in se ne razumejo med seboj, ne, in kje so zdaj tudi tiste stičišča, kje so tisti ljudje, ki bojo razumeli oba pola na nek način, a ne, prepoznali želje, pričakovanja, potrebe posameznika, vedeli tudi, kakšna je vizija, strategija podjetja, ne, in to med sabo smiselno povezali, ne. In to je vsa ta mreža, o kateri je Jani govoril, a ne. To so tudi, recimo, se dobro pokaže, so to mentori, a ne? Ker mentor je odgovoren za nekoga, ki ga mentorira in ima z njem tudi neke druge dodatne komunikacije in prepozna lahko stvar, ne. So to tudi lahko zunanji izvajalci, ne. Ja, ta v bistvu komunikacija, ne, je res ključna, Jana. Kar vskoči, izvoli. Še nekaj sem hotela dodati, da v bistvu to mi se zelo velikokrat podjetjem pomagamo, kako zajeti ljudi, ki se ne vključujejo ali v izobraževanje ali v aktivnosti, ne. Tako da najboljši pristop je vedno, sicer pri večjih podjetjih, a ne, ker je masa ljudi, je teže, no, ampak najbolj se obnese ta osebni pristop, a ne. Iti do njega, ne vem, kaj bi pa tebi ustrezalo, kaj pa ti želiš in ga mogoče kar angažirati, mogoče pa ima kakšno tako dejavnost, pa bo on organiziral nek šahovski tečaj ali krožek ali karkoli, no. Tako in ga tudi pol mu dati neko odgovornost in se bom potem mogoče pa vključi, a ne. Tako. Ker marsikakšen bi si želel marsikaj, a ne, ampak nima priložnosti niti to pokazati, niti povedati, kje še da je potem uslišana, ne. Potem bi pa mogoče še to dodala kot nadgradnja nekih preventivnih ukrepov, ne, ki je prav, da je tudi, razmislimo malo o tem, kaj pa mogoče neka subvencija psihoterapije, a ne, kaj pa neko napotilo k nekemu strokovnemu sodelavcu, a ne, za razbremenitev vseh stresnosti, ki jih doživljamo, ne, kaj pa neke delavnice, recimo neurologističnega programiranja, ne. To so vse lahko še neke zadeve, ki so možnosti, kamor lahko delodajalec usmeri, a ne, posameznike, ne. Ker zdaj, če je oseba, če je zaposleni, da ima neko psihološko stabilnost, da je neko zaupanje organizacija, ne, si bo tudi na ta način udeleževal teh stvari, ne bo to neka tabu tema, ne, zdaj pa z mano nekaj narobe, ker grem pa k terapevtu na pogovore, ne. Je to zdaj tudi Aljoša Bagola, recimo, pa ni to minutka, ne, za promocijo, ampak se mi zdi, da zdaj o tem se več govori in tudi ni več tako hudono, da pač nekam greš na kakšen pogovor, ne. Je pa res, da nekatere podjetja tudi to že uvajajo, sicer večja, ne, ker se tega zavedajo, da imajo recimo tudi psihologa, coacha in tako naprej na voljo za različne nivoje zaposlenih. Alenka, mogoče še, če ostaneva pri tebi, ti sama si psihologinja. Kdo je pa zdaj odgovoren za te skupine delavcev, sodelavcev? Kdo mora za to poskrbeti? Mogoče tudi z tega vidika, ne? Danes imamo tudi med našimi poslušalci predstavnike velikih podjetij, pa tudi v bistvu teh malih organizacij, ker recimo nimajo psihologov zaposlenih. Kdo naj začne zdaj valiti to snežno kepo, če še recimo ni? Ali pa da vidijo potrebo, pa jo morajo? Ja, tako bi razmišljala, ne, v neko mikroravni, v nekem sistemu, v nekem podjetju. To je čisto vsak posamezni zaposlen. A ne pa potem neka raven sistemska znotraj delodajalca, ne, z večjimi stvarmi. In če začnemo nekje pri vsakmu posamezniku, ne, kako jaz odreagiram v nekih situacijah, kako se jaz odzovem, ne, v nekih delovnih okoljih, v nekih komunikacij za sodelavci, sodelavkami, ne. Se pravi, razmisliti o sebi tudi, ne. Kaj je tisto, kar me privlači pri mojem delu, pri mojih nalogah, kaj me privlači v delovnem okolju, kaj me malo manj privlači, kaj mi je odveč, a ne. In tudi jaz sama pri sebi razmislim in tudi skomuniciram z nekom, ne. Se pravi, ta samorefleksija, razmišljanje o samem sebi, to nam nasplošno tudi v delovnih organizacijah manjka. Se pravi, je odgovornost na meni sami za spremembo. Jaz jo moram doseči nekje, ne. Imam pa neke strokovnjake, ki mi bodo do tega tudi pomagali, ne, da bom sama lahko prišla do tega, oziroma pomoči nekih strokovnjakov, ne. Se pravi, čista mikroraven. Prepoznati na drugi strani sodelavca, da ima pač danes nek tak zoparen dan, malo je zamudil, a ne, prepozen je prišel, na cesti je imel, zjutraj je imel z otroci, ne vem, je bila neprespana noč, a ne, in da ne gremo zdaj ne, na nož, ne, ampak da prepoznam z neko empatičnostjo, z neko toleranco, a ne.
Ali pa ne vem, ko delamo smene za prihodnji teden, ne, kako bomo smene nastavili, da ne grem jaz kot vodja z neko, ne vem, smernico, ki je meni pogodna, ampak da poslušamo vsakega posameznika ali pa vsaj 2-3 osebe, kako si želijo imeti prihodnji teden izmensko delo. Ne. To so te majhne stvari, ki veliko pripomorejo. Potem pa govorimo o sistemski ravni znotraj podjetja. Ne. To je pa od pravilnikov, ki so nekje tudi uzakonjeni, ki morajo biti do tega, da so nekateri pravilniki priporočljivi, pa je to pravilnik o alkoholiziranosti, pa je pravilnik o preprečevanju mobinga oziroma trpinčenju, pa je pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Ne. Vsem nam je tako več o varovanju osebnih podatkov, ampak tukaj so lahko hitro neka, bom rekla, izkoristki tega. Nekdo je pač, ne vem, neko sliko nekje objavil, drug sodelavec delal, kaj to videli, in zdaj se pač nek tim, neka skupina se zdaj naslaja in slabo hoče tej osebi. Ne? In če imamo mi tudi to podrobno gledamo, da varujemo tudi vsakega posameznika z vidika nekih osebnih podatkov, je to tudi preventivno delovanje. Če imamo mi nekega pooblaščenca za mobbing v podjetju, s kateremu vemo, da mu lahko nekdo zaupa, je to tudi preventivno delovanje. Ne? Če mi skrbimo za promocijo zdravja na delovnem mestu z vidika fiziološkega in psihološkega dela, je to vse preventivno. Hkrati pa recimo to, da je ob vstopu v delovno okolje potreben tudi zdravniški pregled. Tudi to je že v tem pred-onboardingu, se lahko detektirajo neke zadeve, ki so potencialno lahko slabe za posameznika, ki vstopa v neko organizacijo. So neke omejitve, s katerimi gre v podjetje posameznika, in se mora tudi organizacija zavedati in tega držati. Tako da je veliko zadev tudi lahko kot sistem, kot organizacija, če se tega zaveda, da ima to tudi v svojih strategijah tudi zapisano, tudi kot neke cilje, se da veliko tega narediti preventivno. Ja, malo sem dvignil prst, bom rekel eno tako konkretno priporočilo za tista podjetja, ki še nimajo vzpostavljenih dobrih, kvalitetnih odnosov s svojimi pooblaščenimi zdravniki medicine dela. Mi imamo tukaj izjemno dobro izkušnjo, se pravi, v zadnjih 2 letih se spomnim 4 sodelavk, ki so bile tako drugače v stiski, in smo potem se dogovorili, da so šle na pogovor z zdravnico in jih je potem dejansko napotila na klinično psihologinjo, na neke pogovore, ne bom tukaj šel, ker se tudi ne spoznam toliko, ampak na pogovore, kjer se zadeve začele obravnavati, v bistvu dobile so pomoč. Bi rekel, sicer načeloma smo vsi za to, če imajo Američani si vsak svojega psihologa in psihiatra, pa zakaj pa ne, pa razne te, ampak dejansko v praksi je tole malo drugače. Vemo, zdravstvena shema, zdravstveni sistem bolj kot ne šepa, čaka se na verjetno psihiatra še več kot na kaj drugega, stigme so naraven, no tu pa to našo psihologinjo, ki tudi pregleduje naše delavce, recimo moške pri nočnem delu, se pravi, če so sposobni za noško delo, jo spoznajo že takrat. Tako da potem lažje se obrniti, oziroma kot ti predlaga nekdo, kaj pa če bi gospe Marti šel na razgovor. No. Tako da dajte izkoristiti noč, tudi zdravniki medicine dela imajo zakonsko obveznost, da vam tudi poročilo podajo, zakaj enkrat na leto, zakaj pa ga kdaj ne povabite v svojo sredino, pa se malo pogovorite. Nam naša zdravnica, oba zdravnica imamo lokacijo Kamnik in Izlake, z obema imamo odprto komunikacijo, tudi prideta na podjetje in se pogovarjamo o teh načelnih zadevah, ki so pa za kakšnega človeka zelo konkretne. In v bistvu, Jani, omenil si, da so se sodelavci se polkar privadijo na to, da obstaja tam nekdo, v kateremu se gre lahko pogovoriti, tudi zdravnik, ne? Seveda, težko ocenim, ali je to zdaj en vrh ledene gore, ali pa to, bom rekel, že ustaljena in sprejeta pot. Ampak vidimo, da imamo pozitivne odzive. No? Pozitivno rešene primere. Jana, kako pa ti vidiš to odgovornost,
kadrovske službe, vodje, kdo naj to detektira. Pa mogoče še ena stvar, ki jo je prej omenila Alenka, kar se tiče mobinga. Mi pa v bistvu smo opazili en drug trend, se mogoče, da je prva tudi, pa tudi zdaj navzgor ta mobing poteka, ravno v obratni smeri, ta se kar malo meja zabrisala, kdo zdaj koga mobingira. Mogoče tvoj pogled tukaj, ko delaš pač tudi pri uvajanju recimo in mentorstva in tega. Kaj se tle dogaja, po tvojem mnenju, z izkušenj? Takole bom rekla. To se pravi, Alenka, ti si že omenila, eno je to, kako sistematično urediti to področje. Tle gotovo kadrovski del, vodstvo podjetij, se mi zdi, da je super, če ima nek sistematičen pristop, tako da vsi organizaciji vedo, kakšno pomoč lahko dobijo, komu se lahko obrnejo in tako naprej. Drugo je pa potem, kako recimo so povezani vodje, mentorji oziroma kako prepoznavajo, detektirajo. Mentor, vodja, promotori zdravja. Moram reči, da kar v številnih podjetjih imajo promotorje zdravja, ki so pravzaprav notranji zaposleni in se, ukvarjajo z nečem, so dobri v nečem, jaz znam jogo, učim jogo in tako naprej. In je v številnih podjetjih tudi sistem teh promotorjev kar močan. Jaz bi tle poudarila res, bom rekla to, da tudi posamezniki in vodje, če so mentorji, če imam svojega mentoriranja, da vem, da je to tudi moja skrb, da moja odgovornost, da tudi jaz sem pozoren na svojega mentoriranca, da sem pozoren na svoj tim, da sem toliko polnomočen, da mogoče pa znam oziroma prepoznam pač neke stiske. Tako da jaz bi tle poudarila ta pomen še, da so to ljudje, zdaj so promotorji, tako da so zaupanja vredni. Moram reči, da se je kar v številnih podjetjih že tako dogodilo, da so imeli kakšne delavske zaupnike, ki pa recimo, ali pa promotorje, pa se niso obrnili na njih zaradi tega, ker ni bilo nekega zaupanja, ker so se, mogoče kolegu posmehovali ali kako drugače, odreagirali, ko je nekdo prišel z neko težavo. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Posameznik zrel, da res v skrbi za sodelavca pač iz tega ven izhaja. Mogoče, Jani, tukaj še vprašanje. NIJZ že prepoznava zdaj, da je potrebno, da imaš na delovnem mestu sočloveka, da se ustvari varna klima, ta psihološka varnost. Mi smo slišali, da imate vi to mrežo, da se v bistvu lahko sodelavci zaupajo. Kako pa ustvarite v bistvu ta varen prostor? A imate mogoče kakšen recept? Pa vemo, da je vedno lahko drugače. Da tudi, če nekdo, jaz vem, recimo, da moja sodelavka ima težave, kako jaz lahko to sporočim recimo znotraj pri vas v podjetju, pa da naredim zase slabo, pa da ne naredim te sodelavki slabo ali pa sodelavcev. Prej smo rekli, da smo veliki, smo pa ravno toliko majhni, da se še kar dobro poznamo med seboj. Mi s tem nimamo problemov. Dejansko formalna mreža in pa tudi, kar sem omenil prej, neformalno mrežo, se pravi bivše delavske zaupnike, tiste, ki so del časa v podjetju in tako naprej. Informacije kar pridejo do nas. Še enkrat bi pa poudaril, da je pa mogoče treba biti res pozoren pri vseh teh drugih znakih. Prej sem rekel prezadolženost, osebni stečaj, težka bolezen v družini, smrt matere, pač delavec živi z materjo sam in potem mati umre. V takih zadevah se je treba tudi vedno vprašati, pa se je koristno vedno vprašati, kako pa sicer je ta naš delavec, ali ima samo težavo z denarjem, z avtom, ki mu ga robijo, ali je tudi on, bom rekel, ima kot posledica ali pa kot vzrok tega neko, bom rekel, pogojno rečen, duševno ali drugo težave. Na ta način, nimamo Saj mislim, da nimamo s tem težav. Mogoče sam še to izpostavljamo. Mi v bistvu s sodelavci zelo veliko izvajamo svetovanj v podjetjih, velikokrat delamo analize motivacije z našim internim orodjem Motivator in v bistvu te interpretacije teh rezultatov v bistvu izvedemo zelo na tak
prijeten način skozi pogovor. No? In takrat, ko imajo ljudje varen prostor, se odprejo. In tlele bom rekla, ker vedo, da informacije bomo zadržali za sebe, res povejo zelo veliko. No? In mogoče bi tle poudarila ta pomen nekega zunanjega, no? Neke nevtralne osebe. To sem hotela reči, ja. Ja, a ne, potem mi seveda na neki skupinski ravni, kot neko rdečo nit, vse te informacije, kar so nam zaupali, kar tare ljudi, a ne, prenesemo seveda naprej organizaciji in potem lahko seveda iz tega črpa recimo potem tudi, bom rekla, potrebe in izpelje naprej različne ukrepe. No, je pa to ključno, da ima posameznik možnost, da se z neko tretjo osebo pogovori. No, to je vedno zelo, zelo dobro sprejeto. Čisto nevtralno, ne, se v bistvu zelo odprejo, pa to je zanimivo. In dejansko je lahko že na podlagi enega takega pogovora pride do premika. Do premika v miselnosti nekaj majhnega, ne, in začne človek potem drugače reagirati. Ne. Veliko krat je potem tudi potreba, da se še srečajo, ne, in se še srečujemo potem naprej. To je naša izkušnja. Bom rekel, povzel besedo iz okolij, kjer delujejo naše hčerinske družbe. Pa ne toliko, to so manjše družbe, ne toliko, da bi imeli tudi mi uporabljali, pa vendar, recimo v Nemčiji poznamo kar nekaj dobrih primerov, ko podjetja, večja podjetja najemajo te zunanje servise, ne, kjer v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu in tam se delavec, delavka na polno anonimno obrne po telefonu, najprej po internetu, na svetovalca, popoldne, zvečer, ne. In to je potem, ko sem v Nemčiji govoril prav s, bom rekel, kadrovskim direktorjem, lepo razložim, ne. Sej večina stvari je skoraj banalnih, ne, podaljšanje vozniškega dovoljenja, še posebej govorimo o delavcih migrantih tam, ne. Bom rekel, kako se dobi neko boniteto oziroma neko državno subvencijo, socialno subvencijo in tako naprej, ne. Seveda, en del je pa, bom rekel, resnih zadev, ne. To so primeri, ko v Nemčiji, poznani so primeri, oče odpelje otroka v Turčijo, mama ostane brez otroka. Zdaj, a bo šla za njim v Turčijo, bo izgubila delo, človek je v stiski. In ja, približno so rekli v tem podjetju, ker sem govoril, približno 1/5 primerov je takih resnih, ki zahteva pravno, psihološko ali pa, bom rekel, policijsko obravnavo. Ne? In to s tretjim svetovalcem gre veliko lažje. Ne? Gre veliko lažje. Ne? Tudi v Sloveniji se te servisi pojavljajo, jaz sem imel 2 ponudbi, sem ugotovil, da vsaj tedaj, ko sem gledal, nekako še ne dosega teh zunanjih standardov in tako naprej. Isto je, zadnjič sem bil v podjetju v Gradcu, 1400 zaposlenih, 40 nacionalnosti zaposlenih. Ne? Dejansko nevladna organizacija v Gradcu je tista, ki izvaja pomoč delavcem, ne glede na narodnost. Ne? To se pravi, kako dobim nazaj vozniško dovoljenje, kaj je zdaj z avtobusom, ki je prenehal voziti, ne? Kje dobiti stanovanje, kaj je moja pravica, kaj je moja dolžnost, bom rekel, do države, do delodajalca, pa do tega, da se uči jezik. Ne? Ja. Tako. V bistvu je nek tak širši servis. Ne? Mogoče, Jani, samo še ta servis je pa, če slučajno veš, sestavljen tako bolj psihologi, ali je to kakšen profil je v bistvu zaposlen v teh servisih? Kolikor sem jaz razumel, mora biti v Nemčiji, mora biti tisti, ki odgovarja, ki prejme klic, mora biti predvsem, bom rekel, usposobljen, se pravi, prej je bil pripravnik, potem je delal skupaj pod nadzorstvom ali pa v paru, potem samostojno z družboslovnega področja in potem je pa ta prvi kontakt, potem dodeliti drugi kontakt, da v bistvu te pa spremlja vse skozi. Se pravi, ti z gospodom, ki si govoril najprej, ali pa z gospodom, potem tudi naprej te spremlja, ampak te pa potem pove, ne, če gre za prometni prekršek ali pa prometno vozniško dovoljenje, je ena stvar, ne. Če gre pa za, bom rekel, kriminalni primer ali pa duševno stisko, je pa čisto druga. Absolutno usmerjen drugam. Mogoče še to, Jani,
Dobro, pustimo 40 nacionalnosti, so rekli tukaj v Gradcu, ampak vi pa v Sloveniji zaposlujete v Izlakah tudi veliko tujih delavcev, predvsem iz Bosne in Srbije. Kakšne so pa tukaj te dodatne ovire tujcev, ki so zaposleni pri vas? Je kakšna posebnost, tudi mogoče z te vidika osamljenosti ali pa čist... Kaj je tukaj drugače kot recimo pri zaposlenih Slovencih? Ja, da te dopolnim, 14 podjetij imamo po Evropi, mislim, da samo v 3 ni mešana nacionalnostna struktura. Mi zdaj v zadnjem času imamo, tako kot ostala podjetja, smo še posebej dobrodošlico izrekamo kadrom tehničnim iz območja ex-Jugoslavije. Mi smo se odločili, da vzdržujemo pač nek normalno komunikacijo s tem, da pač vztrajamo, da je to južnoslovanski jezik, kar pomeni tudi Makedonija, kar pa tudi pomeni tudi, recimo v Kamniku je močna albanska skupina, so spet drugačni izzivi. Ja, bolj kot, bom rekel, bi kdo rekel, druga kultura, drugi ljudje, bolj kot to opažam, da mladi fantje iz Bosne in Hercegovine so dejansko res mladi, so ljudje, ki imajo v družini travme iz vojne, oni pa niso služili vojske, oni v bistvu sploh niso imeli še nobene resne zaposlitve, sploh ne vejo, kdo je to šef, kakšne so moje odgovornosti do šefa, in nekdo je celo zadnjič rekel, so nezreli. Dejansko to so fantje, ki imajo izobrazbo, nimajo pa morda niti enega meseca formalnih delovnih izkušenj. Zamenjali so veliko služb, bruto je bil vedno enak neto, to je še poseben problem, da jih v Sloveniji šokira, da je treba davke plačevati. Ja, bolj te težave opažamo, kot pa to, da bi bilo neka druga kultura. Rešujemo sproti, rešujemo z ljudskimi univerzami, tečaji slovenskega jezika, pomočjo socialne zadeve, kako najti osebnega zdravnika v Sloveniji. Sploh projekt poseben. To že za Slovence, ker projekt poseben lahko. Veliko težav, pa vendar mi imamo kar nadpovprečno dobre. Bolj kot smo pričakovali, mi smo pričakovali večji osip, večje težave. Pa gre. Izredno radni pa telovadijo, grejo v fitness. Grejo v fitness radi. Ja, nekaj morajo sprostiti te svoje stiske, ker se jih mi sploh ne zavedamo, ker nismo v njihovi koži. Drži, to je čisto pač nekaj novega. To je... V bistvu smo ogromno povedali, predvsem tudi Jani, vi res delate tle na ozaveščanju, se pravi preventivno, sistemsko, da se ustvarja to varno klimo, psihološko varnost. Alenka, mogoče samo še ta del pogleda, kaj pa če v bistvu organizacija ne deluje tako? Kje smo pol? Nekje je treba začeti, ne? In vsak posameznik vedno najprej pri sebi začne, ne? In tudi, če sem jaz posameznik v neki srednje veliki organizaciji, imam nekoga, ki je moj vodja in lahko tudi njega zelo hitro pozovem v to koalicijo, da je v neki skupini narediti, in smo že 2, ne. In potem pridobivamo lahko še nekega sodelavca na našo stran, smo že 3 in tako se potem širi to, ne. Skozi je treba akcija in akcija, potem reakcija, ne. Ja, sicer pa tako, kot sem prej rekla, veliko je na vodstvu. Veliko je na vodstvu, ker tukaj je treba zagotoviti tudi sredstva, tukaj je treba zagotoviti tudi čas, ker če si predstavljate neko delovno intenzivno panogo, kjer so norme, kjer je čas odrejen, kjer nimamo zdaj časa za pogovarjanje, pa časa za neko promocijo, pa za, razgibavanje še, v tistih 7 urah nekaj intenzivnega dela za nekim strojem, je treba tudi tukaj razmisliti in omogočiti nek čas in resurse in verjeti tudi za to, Tako da, ja, vedno je odvisno od tega, kakšno je tudi tukaj vodstvo, kako je dovzetno za to, koliko je tudi vodstvo v stiskah,
Ne, tudi vodstvo doživlja stiske. Lih, to se mi zdaj lazila, sem jih hotela reči, da si zelo lep uvod naredila. Ne? Mi govorimo vse v bistvu navzdol, se pravi v naših zaposlenih, kako morajo vodje vse, ne? Ampak vemo pa, da vodje so pa lahko v bistvu na teh svojih pozicijah zelo usamljeni in sami v bistvu za marsikaj reševati in ne smemo na njih pozabiti. Ne? Kako pa v bistvu vodje, kaj pa lahko oni naredijo? Tudi oni so ljudje, ne? In tudi oni imajo določene stiske. Je pa tako, da zelo verjetno so pač v nekem svojem kariernem napredovanju, ne, zaradi nečesa prišli tudi do nekih vodstvenih položajev in so bolj opremljeni z nekimi kompetencami in določenimi spretnostmi, ne, za razreševanje težav. Vedno morajo delati tudi na sebi, ne, da sami zase najprej poskrbijo, ker potem bojo tudi lahko poskrbeli za svoj tim. Drži. Počasi se nam čas izteka. Jani, mogoče še ti si sploh poseben tukaj, kar se tiče tega, ti si predstavnik top managementa in tudi glavni predstavnik kadrovske družbe, hkrati zaposlen in pa v bistvu ta most do ostalih zaposlenih. Mogoče še ta tvoj vidik z tega področja. Jaz bom pridružil se, kar je Alenka rekla. Seveda se tudi v skupini vodij srečujemo z njihovimi stiskami in tako naprej. Ja, poseben problem so oni, marsikdo niti ne prizna svojih težav, bom rekel, ne prepozna svojih zvonjenja v ušesih, tiščanja v prsih, bolečine v želodcu v nedeljo popoldne ali kaj takega, ne. In ne bi radilo krivice tistim, ki so pač naša rešitev, ampak marsikdo zanika, si ne pusti svetovati. Jaz kolega spodbujam, naj si poiščejo, imamo možnosti, ampak ja, če sem prej rekel, da se delavci kar dobro odzovejo, vidim, da so pa pri vodih zadrege, ki jih pa pač Se pravi, bo treba bolj promovirati. Na koncu še vseeno reši pozitivno, samo mogoče kasneje, kot bi se lahko. Tako, Jana, še ti morda na svet našim kadrovskim kolegom vodjem, kako v bistvu se lotiti, če moramo začeti na začetku, dajmo pa tako, recimo, da smo se odločili, tako kot smo rekli, pač na nas lahko na lastni iniciativi, kje začeti, če smo v bistvu v podjetju, ker nimamo sistemsko, veliko urejenega. Ja. Jaz bom rekla, da zagotovo, Alenka je rekla, potreben je denar, sigurno časa, ki je na koncu tudi denar, zagotovo, ampak vseeno se lahko s kakšnimi malenkostmi ali pa z notranjimi resursi naredi neka strategija, kako neko zdravje na splošno oziroma kako duševno zdravje pač krepiti. No. Jaz mislim, da je super, če vključimo pač ljudi, ki so strokovnjaki, ali za šport, za fitness, za jogo, za karkoli, za hojo v hribe in z njimi v bistvu potem lahko začnemo neke aktivnosti. No. Zagotovo pa v tem času, bom rekla, ki nam je pravzaprav ustal, bi tako rekla, da mislim, da Alenka, ti si že omenila, koliko je zelo pomemben ta čas, ki ga naklonimo, ta pogovor, pravzaprav. Tako da lahko si podarimo in iskren, kako pa si 10-15 minut časa, vprašaš, kako se počutiš, kje te jaz recimo lahko podprem, recimo kot vodja, da to recimo začnemo, zaključimo novo leto tako, v bistvu s tem nekim iskrenim vprašanjem in časom, ki ga lahko namenimo posamezniku. Se v bistvu vrnemo v bazo, v grajenje dobrih odnosov in pa v bistvu pristopamo k sistemskemu reševanju. Hvala lepa, naš čas se je iztekel, jaz bi vas imela tukaj še pol ure, zelo, zelo zanimivo. Hvala lepa Jani Brune, ker si prišel v našo družbo, zelo zanimivo, odlično skrbite za svoje zaposlene v ETI-ju. Jaz vam želim veliko uspeha naprej, tudi da tako ostane in da to razvijate in negujete. Alenka, hvala lepa in pa Jana, ter vsem, ki ste bili z nami. Do slišanja prihodnjič. V januarski temi smo se pogovarjali, da bomo poprobali malce sestirati plačo. Več bo sledilo v napovedniku. V novem letu se srečamo tako 11. januarja, ponovno ob 9:30 uri. Vsi skupaj vam želimo do takrat lepe, mirne in izpolnjene praznične dni in eno super skok v novo leto, tako da se vidimo v letu 2023. Hvala lepa, srečno!